Čas je za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja gostja, izredna profesorica dr. Lucija Mulej, kot sociologinja in antropologinja v slovenskem prostoru utrjuje poslovno antropologijo ter menedžment osebnosti, ki je nadgradnja raznim oblikam procesiranja človeških vsebin. Razvila je metodologijo za proučevanje značajev ter smer psihosinteze, ki temelji na povezovanju inteligentnosti in inteligenc, budnjani 4Q, racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence. K posamezniku pristopa celostno, z različnimi znanji in izkušnjami ter predvsem s pristopi, kot so povezovanje duhovne in materialne realnosti, vidnega z nevidnim in večnega z minljivim. Kot prva, menedžment osebnosti uvaja kot poklicno kategorijo, ki povezuje pristope coachinga, psihoterapije, sociologije, antropologije. V svojih knjigah Skrivnost, zakaj ne deluje pri vas, Onkraj razkritja ter Heroji raziskuje človekove svetove in duhovno dediščino s težnjo oblikovanja zdrave osebnosti in s tem družbe. Počaščen sem, da je danes v naši družbi izredna profesorica dr. Lucija Mulej. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj je ponovno krasna gostja, izredna profesorica dr. Lucija Mulej. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav, Dejan. Ja, smo v prelomnem času. Ponavadi začnemo s to temo, ker so res taki zanimivi časi. Kako v bistvu preko svoje izobrazbe, vsega, kar imaš, vse, kar delaš, vse izkušnje dragocene življenjske, kako vidiš ta čas? Ta čas vidim kot pravzaprav čas sprememb, pravzaprav vsega, kar je bilo doslej samoumevno. Kar je bilo doslej pravzaprav samoumevnega na vseh področjih. Torej, če pogledamo družinske vzorce oziroma dinamike, so se recimo s COVID-om, bomo rekli, na nek drug način začele kazati. Torej, vsak od nas je bil kar naenkrat vzet iz nekih socialnih svetov, torej umaknjeni smo bili v tisto svojo celico družine in ta soočanja z vsemi temi energijami so po moji presoji v nas ustvarila nek drugačen prostor, ki je zdaj generiral tisto pomembno točko preboja. In kot tudi sama pišem, večkrat tudi opozarjam prek Facebooka, prek ostalih medijev, kjer sodelujem, da smo pravzaprav v nekem paradigmatskem preklopu. Torej spreminjamo zavest. In te spremembe niso samo na nekih vsakodnevnih ravneh, so tudi seveda na vseh ostalih poslovnih, intimnih, gospodarskih, svetovnih. Prvič v življenju se je svet ustavil. Verjetno se kdaj prej ustavil, sem tega podatka nimamo, oziroma ta hitrost, ki nas je vse po eni strani gradila, nas je ujela v nas. Ujeli smo se v sebe, v svojo notranjost in vsak od nas jo zdaj raziskuje. Ne moramo več se umakniti. Ne moramo bežati od sebe. Mislim, da ne več. Je prišel čas za obrat vase, da pogledamo svoje resnici v oči, da si priznamo tisto, kar si mogoče leta in leta nismo, ker smo si lagali, ker se nismo hoteli v bistvu soočati s svojimi najglobjimi sencami, ranami, bolečinami. To je v bistvu kar problem v družbi. Kako v bistvu vidiš vseeno zdaj ta čas, a so se ljudje začeli malo več ukvarjati s sabo? Kako čutiš, kako vidiš po odzivih? Jaz mislim, da so se ljudje začeli več s sabo ukvarjati in tudi, da so precej bolj iskreni. Da, kot si zdaj rekel sam, ne moramo se več umikati. In ko si enkrat nekako soočen z resnico, ki ti bije v oči, iz vseh korakov, ki jih narediš, jo sprejmeš. Zdaj pa seveda vprašanje, kako jo sprejmeš. Ali se opiraš, ali še vedno poskušaš iskati neke iluzije, jaz rečem nek performance za druge, ali pa dozoriš in si rečeš, ok, nimam druge izbire. Ker če imamo plan B, C, D, I, ga zberemo. Če pa samo en plan, plan A, in to je sprememba, motivacija, disciplina, karkoli že, je napredek tudi mogoč. Tako da smo v bistvu prisiljeni v spremembo in jaz sem prepričana, da ljudje to čutijo in da jo tudi izvajajo. Odlično. Razvila si tudi svojo metodologijo za proučevanje značajev in smer psihosinteze, ki temelji na povezovanju inteligentnosti, inteligenc, budnjani 4Q, torej racionalna, čustvena, duhovna, fizična. Mogoče kakšna beseda na to temo? Torej, gre za to, da smo ljudje pravzaprav zanimiva bitja. Vsak od nas ima neke izkušnje, neka znanja,
recimo izobrazba, ne, izobrazba je lahko čudovita, lahko čudovita usmeritev, ne, lahko je pa problematična, ne, če smo preveč ujeti, ne, temu rečemo strokovno-profesionalna iniciacija, torej. Ne, in če smo mogoče zgolj trenirani kot neki racionalni delavci, torej dvigujemo neko raven zavedanja razuma kot takega, ne, recimo pozabljamo pa neko čustveno, bom rekla, inteligentnost oziroma izgubimo občutek za ljudi, ne, potem začnemo izgubljati tudi kot posamezniki, ne. Jaz pišem tudi o umetnosti dotika. Dotik ni samo stvar fizičnega dotika, ne. Dotik je tudi beseda, je naracija, način, kako stvari sporočimo, ne. In ta moj koncept proučevanja pravzaprav značajev je, bom rekla, zelo sintetičen, torej poskušam ustvariti zelo preprosto zgodbo in je seveda pisem posameznikom na kožo. Cilj je pa v tem, da poskušamo čim bolj barvito pristopati do sebe, torej da razumemo, da je vsak od nas v bistvu v neki svoji škatlici, ne. Se pravi, zdravniki imajo neko svojo naracijo, nek svoj pogled na svet, sociologi imamo svojega, antropologi svojega, fiziki svojega, ne. In to, kar je današnja sodobnost pravzaprav nam dala, je pravzaprav sposobnost neke sinteze, ker skupna znanja, ne, so tisto, kar mene tudi zanima, ne, temu rečemo strokovno interdisciplinarnost, ne, in to je tisto, kar pravzaprav za prihodnost tudi gre, ne. In nenazadnje smo pred velikimi planetarnimi spremembami, ne. Zemlja je v krizi, ne, in če ne bomo skupaj sodelovali in če se bomo kregali za to, kako neka disciplina vidi pojem duhovnosti, ne, recimo medicina ga vidi oziroma ga priznava, ga ne, to so relativne bom rekla temu, lahko profesionalne težave in tako naprej, ampak to je pravzaprav najpomembno, če je cilj pravi, ne? Tako. Ja. Torej, zdaj res pomembno, da se povezujemo, da sodelujemo skupaj in da vsak svojega vidika prispeva tisti maksimum, kjer je najboljši, ne? In skupaj lahko veliko naredimo, ne? In jaz rečem temu mind to mind, torej z umom, heart to heart, srce s srcem, soul to soul, duša z dušo, spirit to spirit, ne? In body to body, ne? Se pravi, če smo mi sposobni sobivati, ne? Recimo, kako bi bilo zanimivo, da bi se v našem parlamentu poslanci prijeli za roke. Ja, ne, se pravi, da bi bili sposobni energijo drugega sprejemati, ne? Če imamo pa enkrat generirano neko nasprotujočo mentaliteto med posamezniki katerekoli skupine, ki se fizično ne zmorejo prenašati, kako bodo pisali prave zakone, kako bodo smerili državo. Točno to, ja. In ko se tukaj kalibriramo, ne, se pravi povežemo, precej lažje kreiramo prave svetove in se ne prepiramo za terminološke pravilnosti, torej kaj je terminološko ali pa recimo v neki disciplini točno, ne. Tako. To je stvar omejenega uma, ne? In ko človek razsvetli svoj ker razsvetljenje ni drugega kot neka dobrota, ki ti presvetli tvoje koncepte, ne? Ker vsi smo ujetniki konceptov, ne? Samo vprašanje, koliko jih imamo, ali je to samo ena realnost, ali jih je 10, ali jih je 100, ali je ta realnost neskončna, ne? In dimenzija je neskončna. To pa ti zelo dobro veš. Tako. Ja. Vsi smo bili pač programirani, ne? Prišli na ta svet, ne? Pa še seveda nosimo programe odprej in tako naprej, ne? Tako. In zdaj je v bistvu čas, da vse te energije, vse to presegamo, ne? In da gremo nazaj domov v tisto svojo prvobitno esenco, kdo mi zares smo, da se torej spomnimo, ne? Vemo, da pač vsi nekako ne bi vedeli, ampak pozabili smo, ne? In zdaj v bistvu ljudje, ki delamo na sebi, ki pomagamo, a ne, tudi dvigati kolektivno vibracijo, v bistvu je zelo odgovorno delo to, a ne? Vsi, ki svetujemo ljudem, ne, vplivamo na njihove usode. Tako. Pa tudi na lastno, seveda, ne. S tem soustvarjamo neko novo percepcijo realnosti. Ja, novo paradigmo. Tako. Super. V svojih knjigah, a ne, tudi marsikaj zanimivega opisuješ, nekatere imaš tudi danes s seboj, a ne, skrivnost, zakaj ne deluje pri vas, a ne, mogoče bova tudi kaj šlo na to temo rekla. Onkraj razkritja in pa heroji, v bistvu raziskuješ človekove svetove, duhovno dediščino in v bistvu težnjo oblikovanja zdrave osebnosti s tem družbe. Nam lahko malo več o teh knjigah poveš, kaj si želela v bistvu predati? Okay, mogoče prvo onkraj razkritja, to sem pisala še kot študentka. Ta knjiga je bila neka moja osebna zgodba, neko potovanje med težkimi koncepti zemlje, neba, vseh nasproti, glasovi srca, različnimi interpretacijami sveta, tako da je mogoče knjiga za ljudi, ki se iščejo v tej džungli duhovnosti, ne, in številnimi ponudniki, kjer seveda vsak zase misli, da je najboljši, ampak vsi vemo, da smo vsi
Učitelji in učenci. Najboljši učitelj je tisti, ki je večni učenec, ki se nikoli ne neha učiti. Skrivnost je bila druga. To je bila neke vrste replika na Rodden Brand The Secret, torej v tistem času, to je že kar nekaj let nazaj, sem opazovala, da ljudje zelo nekritično razmišljajo o doseganju ciljev. In ta vera, ki lahko premika gore, ni vera, ki je pasivna, gre za v bistvu zelo aktivno obliko vere. In v tej knjigi recimo tudi o tem razglabljam, o določenih duhovnih zakonih, ki obvladajo ta svet, kot so recimo zakoni fizike, zakoni gravitacije, elektrodinamike, termodinamike, so tudi duhovni zakoni. In tradicionalna verstva, Upanišade, Vede in ostali vedski spisi, ali pa recimo znanja staroselcev so polno teh zakladov. Oni imajo dejansko edini pravi uvid v nezavedno, v podzavest. In to, kar mi počnemo danes, so samo slabe replike teh velikih znanj. In ja, smo res, bom rekla, korak pred tem, da po moji presoji naredimo zelo velik skok. In to je v tej knjigi tudi, potem je heroj, knjiga Heroj je tudi mogoče bolj taka, v tej knjigi govorim tudi o duhovni mafiji, pravzaprav o tem, kako je duhovnost postala druga oblika za materialnost in da je duhovni ego lahko večji kot materialni. Pogovori z Erosom je pa zadnja knjiga, mogoče me je najbolj ljuba, kjer me je pa resnično Eros nagovoril preko mojih duhovnih uvidov in ljudi poskušam učiti o jezikih ljubezni. In mnogo ljudi poznam, mnogo osebnih zgodb. Ljudje se ujamejo v neke vzorce, zamenjajo recimo ljubezen za lepe hiše, ljubezen za lepe čevlje, ljubezen za dimenzije, ki so nič vredne. Tistemu, ki resnično je ljubil, če tudi bo razočaran, ker ko ti enkrat resnično doživiš ta spoj nasproti v sebi, ker ljubljena oseba ti to da. In ko to doživiš, pride do drugačne transcendenca. To je res knjiga za sladokuse, notri so tudi pesmi, mogoče malo nekonvencionalna, mislim, da je to zelo pogumna knjiga za slovenski prostor, bila je pa zelo lepo sprejeta, tako da se kar lepo prodaja, ženske mi veliko piše, pa tudi moški. Odlično. Tudi prijatelji, recimo jaz imam ogromno prijateljev, ki so geji, imajo zelo dobre odzive na to knjigo, ker enostavno ljubezen ne izbira spola, ljubezen ne izbira let, ljubezen je sama sebi namen in obišče, ko smo pripravljeni. In to je največja stvar, kar se nam lahko zgodi v življenju, to je ljubezen, definitivno. Tako, ljubezen, univerzalna sila, tista ta prava, brezpogojna. Odlično, bova nadaljevala čez nekaj trenutkov, tako da se vidimo po kratkem predahu. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemna gostja, izredna profesorica doktorica Lucija Mulej. Ja, podarila bova tudi te krasne knjige in bova dala eno nagradno vprašanje. Torej, katere so te 4 tipi inteligence, ki jih poznamo, ki sva jih tudi prej omenila v oddaji, tako da boste na Facebooku Ljubljana TV komentirali in bomo izžrebali potem srečne nagrajence, nagrajenke. Tako. Super. Veliko delaš tudi s podjetji, podjetniki, in tudi podjetja se soočajo z določeno krizo v teh časih. Vemo, zaprti smo bili, veliko stvari je šlo online. Kako v bistvu svetuješ podjetjem, kaj jim priporočaš, kakšne so te usmeritve za ta čas? Torej, moj pristop je izredno individualen, kar pomeni, da predno dam kakršenkoli nasvet, resnično preko svoje metodologije preiščem tiste ključne indice, ki mi pomagajo k pravi usmeritvi. Ampak, če dam nek tak splošen pristop, je to seveda vedno iskanje blokad, kje se recimo neke komunikacije ne stečejo pravilno. Tukaj imam ogromno predavanj iz retorike, taksonomije izrekanja, tukaj uporabljam retoriko starih, lingvistično antropologijo, ki je izredno zanimiva, ki recimo moji poslušatelji vedno, bom rekla, resnično z velikim veseljem sprejmejo dejstvo, da jezik realnosti ne opisuje, ampak jo ustvarja. In številni zanimivi jezikoslovci nam lahko zelo veliko pomagajo za današnji čas. To je ena stvar, torej komunikacija preko retorike in potem seveda specifična znanja, ki so povezana z pravim timskim duhom. Torej, kako ustvariti pogoje za strast, ki generira rast. To je neka taka rdeča nit. In potem seveda poiščem takšne in drugačne prijeme od predavanj do 1-na-1 treningov, tega 4Q coachinga, kot sva rekla. Tam pa pravzaprav v tem managementu osebnosti klasam iz ljudi, bom rekla, neke take presežke. In tukaj gre včasih samo za poliranje nekih nijans.
kar pomeni, da jih je seveda potrebno najprej opaziti, prenalocirati in delati na teh močnih točkah značaja in ne iskati tistih, bom rekla, šibkih točk, čeprav jih je seveda treba poznati. Obenem pa zelo dobro ugotoviti, kje ima nekdo neko inhibicijo, torej prepoved, na kateri podzavestni ravni nekdo pravzaprav zaklenjen. Recimo temu, da jaz odklepam neke potenciale, ne samo, da jih gradim, ampak poiščem pot, da jih odklenem. In to je verjetno neka stopnja, bom rekla, neke globje veščine, ki me je v življenju pravzaprav poiskala in me je tudi zelo krepko klesala in polirala, da sem tudi sama sposobna videti te nianse, torej brez lastnega truda, garanja in velikokrat temnih noči duše in raznoraznih stisk, človek ne more priti do uvida. Tako, in tudi drugim ne moreš pomagati, če sam nisi šel čez nekaj stvari, ker ne vidiš. Tako. Ni globina, pa najplehko se skupaj. Tudi v psihoterapiji je pomembno, da si šel čez neke stvari, predelal senco, da potem vidiš onkraj pri svojem klientu, varovancu. Super. Zanimivo izkušnjo iz filantropije si pridobila tudi v gibanju dr. Janeza Drnovška, sicer v gibanju za pravičnost razvoj, kjer si delala kot generalna sekretarka. Kakšna mogoče izkušnja mogoče z tega področja še? Ja, definitivno ogromno nekih takih čudovitih izkušenj vseh ljudi, ki so bili takrat aktivni ali pa mogoče samo pridruženi člani. Pokojni predsednik dr. Janez Drnovšek je bil definitivno izredno velika osebnost. On je zakodiral naš genom, brez dvoma, in mi je bilo veliko čast sodelovati z njim. Ker, veste, mi se ne učimo samo iz knjig, mi se učimo iz prisotnosti. In prisotnost človeka je pravzaprav kapital, ki ga on ima, njegovo žarenje, njegova prezenca. In biti v prisotnosti tako velikega človeka je velika stvar in seveda je bil odličen učitelj, ampak on ni učil v smislu Lucija, naredi tako, naredi tako. Njegovo učenje je bilo drugačno. Pač on je bil po moji presoji mojster, marsičesa, sigurno pa komunikacija. Tako da je izkušnja odlična in sigurno me je pravzaprav zaznamovala, ker recimo sama ideja gibanja je pravzaprav to, kar se v Sloveniji dogaja. Mi smo še vedno v pravičnosti in razvoju. Mi smo gibanje, mi vsi. Danes se pravzaprav vsak ukvarja z nečim, v smislu duhovne rasti. In sem pripričana, da je to nekje začetek pri dr. Drnovšku, da je to usmeril na nekih nezavednih ravneh. Iniciral, ker nezavedne ravni obstajajo vse čas, to mi dva veva. In pač smo pa seveda poklicani, da jih odklepamo, ampak moramo biti pa sposobni se seveda povezati z časovnimi dimenzijami, ki so potrebne, da se potem celota sestavi. Vse ostale zavesti, ki so vključene. Tako, da vse deluje nekako v ravnovesju, harmoniji. Tako. Odlično. Torej, odklepanje potencialov je tudi eno tvoje ključno področje, da človek razvije tisti svoj polni potencial, da zažari v tisti svoji esenci, dušnem poslanstvu. In to v bistvu delaš z različnimi strategijami, bova rekla, od coachinga tudi do psihoterapije, do raznih programov, delavnic. Kako vidiš zdaj odzive ljudi, recimo, kakšni so te feedbacki, kaj povejo nazaj, recimo, to me malo zanima. Torej, ta moj coaching v bistvu ni neka psihoterapija, ker to prepuščam psihoterapeutom, je bolj zmes teh uvidov in spoznanj. Zdaj, odzivi so običajno zelo dobri, seveda je pa treba, oziroma potrebno je, da se, kot sem rekla prej, poišče pravi čas. In seveda ni vsak za vsakogar pravi, tako da jaz tukaj prepuščam naključjem in vesolju. In ti ljudje, ki me poiščejo, so običajno tudi moji prijatelji in imam z ljudmi zelo take srčne povezave. Tako da, dobro, vsi tudi niso zadovoljni, sigurno da ne, nisem jaz sigurno vsem nekako primerna, ampak glede na odzive, tudi recimo po Facebooku, jaz sem medijsko relativno dosti izpostavljena preko kolumn, in se ljudje zelo... Pišeš za Ona Plus, Metropolitan, Sensa, Ja. Ljudje se pozitivno, tudi Portal Plus, ljudje se pozitivno odzivajo, ker v bistvu ljudje rabijo vsebino, ljudje rabijo duhovno hrano, ne smeti, ne besednih smeti. Ljudje so siti negativnosti, kritiziranja. Obtoževanja drug drugega. Ljudje rabijo nekoga, ki resnično skuša graditi mostove. In ko je potrebno tudi jih porušiti. Tudi to moramo znati, ne samo graditi mostove, tudi postavljati meje. Ampak gre za to, ali smo mi sfokusirani na tisto,
ne bom nekaj zdaj klasično, kar je dobro v človeku, ampak a znamo iz ljudi potegniti dobre stvari, zato gre, ne? Tudi pri menedžmentu, recimo, pri podjetništvu, ne? Pravzaprav podjetništvo je umetnost, kako sestaviti ljudi skupaj, da so kot celota več, kot je vsak posameznik. To je ta umetnost. Torej, prisotnost človeka, še enkrat poudarjam. To je pomembno za učitelje in za šole in za šolarje, da so prisotni fizično, ker se preko fizičnega telesa naše kode odpirajo, zapirajo in tako naprej. Ker telo so vrata. To sem bila enkrat s profesorjem Marčanom, odličen intervju v Playboyu, ker sem tudi nekoč pisala za Playboy. Telo so vrata, ne? In preko telesa se marsikaj dogaja. Ne? Definitivno. Predavaš tudi študentom, ne? Tudi. Ker sva že glih omenila šola, ne? Koliko je pomembno, ne? In koliko je pomembno, da imamo take prebujene profesorje, ne? Kot si sama, da se zavedajo duhovnih aspektov življenja. Res sem navdušen nad tem, ne? Že kot študent medicine sem pač doživljal mobbing in tako naprej, ker sem pač bil odprt za te, bova rekla, te transcendentne svetove, ne? Pač niso razumeli, ne? In mnogi ljudje v bistvu ne želijo še ali pa ne zmorejo še, bova rekla, iti onkraj, ne? Samo racijo, ne? Ta materialni aspekt življenja poudarjajo. To je najbolj enostavno, ne? Ja, najbolj enostavno. Ne? Ker to, kar sem prej hotela, pa je to racijo, ne? Vse lepo in prav, da imamo visoko frekvenco uma, da smo sposobni logično razmišljati, ne? Ampak logika je samo ena dimenzija, ne? In najlažje je biti varen v svetu varnih konceptov, kjer je 1 + 1 vedno 2. Kjer je 1 meter, toliko in toliko mikrometrov. Kjer je črno-belo, ni pasivo. Tako, ne? In precej težje pa pravzaprav tudi razmišljati o človeških stvareh. Temu rečemo v antropologiji human affairs. To so človeške stvari. Torej človek je pa neznanka sam po sebi. Njega pa ne moš matematično, bom rekla, algoritemsko prekopirati oziroma ga analizirati. Se poskušamo, ne? Tudi v podjetjih se poskuša delati neke teste, ne? Saj testi so vrh ledene gore, ne? Ampak če bi mi lahko resnično ljudi tako zelo usmerjali, ne? Kar ga seveda poskušamo posameznika usmerjati preko medijev, preko nekih informacij. Ampak resnica je, da se to ne da. Ker je naš genom tako narejen, tisti, ki poznamo malo bolj nevroznanost, vemo, da je, no, evo, medicina, ne, pač raziskuje, ne, možgani so velika neznanka, ne. In medicina je čudovita znanost, ampak je samo ena izmed mnogih. Ni edina, ne. Tako je. In nihče tukaj ni glavni in nihče nima primata nad resnico, ne. Ampak vendarle se v tej družbi zdaj kar malo izkorišča to medicino in znanost, ne, za mogoče neke druge namene. Kako mogoče vidiš to vmešavanje politike v znanost, v medicino, v vse, kar se zdaj trenutno dogaja? Jaz mislim, da to ni neko posebno trenje, tukaj gre po moji presoji za pravzaprav neko nujo, da se medsebojno vse te veje začnejo pogovarjati v višje dobro, ne. Se morajo pa seveda naučiti dialoga, ne. Dialog je naporna stvar. Najlažje je biti kralj. Ja, pa diktirati, kako bomo živeli. To je najlažje, ne. Najtežje, pa tudi diktat mogoče ni toliko zelo nezahtevana, ne, ker še vedno, če ti diktiraš neko smer, dobiš kontraenergijo vedno nazaj, ne. Najtežje se je v bistvu pogajati, se pogovarjati, ne. Mi se tudi pogajamo o pomenu, ne. In kot rečeno, še enkrat poudarjam, v parlamentu naj se držijo z roke. Jaz sem za. Naj se prejme z roke. To bo neka posebna sinergija, ne. Meditacija, zakaj pa ne? Ja, to je bilo super, da bi uvedli, ne. Jaz sem za, jaz lahko naredim brezplačno. Super, se vas zmela, bova naredila. Če ne bo kdo hotel. Tako. Super, ja. Vse so delali študije, ne, tisti, ki so meditirali, recimo tudi za transcendentalno meditacijo, veliko študij narejenih, se je zmanjšalo. HeartMath, ne, ja. Se je zmanjšala stopnja kriminala, ne vem, manj nasilja, manj vsega slabega, ne, ko je masa ljudi skupaj meditirala in tako naprej. To je kolektivna zavest. Kolektivna zavest in vplivamo, ne. Seveda. Je pa se odvisno kdo na koga, ne, in bolj kot razumemo, bom rekla, genezo ali postroj človeka, ne, težje se z nami manipulira. Točno to. Ko dvignemo zavest, nas ne more več obračati. Super, ja. Bova nadaljevala. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemna gostja, izredna profesorica doktorica Lucija Mulej. Ja, vmes sva se pogovarjala v bistvu, kako nas tudi prostor lahko definira. Mogoče še kakšna beseda o arhitekturi, o prostoru, o tej vibraciji. Ja, torej prostor, ne, če se tukaj razgledava iz tega lepega studija, ne, so okrog naju stavbe, ne, in to niso samo neki spomeniki časa, to so pravzaprav spomeniki najne zavesti, ne, in če zdaj pomisliva, kako recimo izgleda Blejski otok za Cerkvico, kako recimo
izgleda, kako izgleda Manhattan, dvojčka, ne. Skratka, prostor je del naše identitete, ne. In zelo pomembno je, da podpiramo tudi arhitekturno projekte, ki generirajo, recimo, svetost prostora, ne. In prostor, ki je svet, ne, ki ima neko dimenzijo, nek pravi naboj, lahko iz ljudi, ne, bom rekla, odklene neke ravni, ki so recimo speče, ne. In ko recimo govorimo o prostoru, se res moramo zavedati tega, da vsak od nas s svojo prisotnostjo, ne, prostor tudi določi, ne. Se ga pa seveda da strokovno, arhitekturno generirati kot svetega, ne. S tem se pa tudi ukvarjam s svojimi poslovnimi kolegi. Odlično. Mogoče še kakšna beseda o moči besede, ne. Vemo, da je vse vibracija, vse energija, pomemben je ton glasu, barva glasu, s tem se tudi ukvarjaš retorika, ne, komunikacija, izražanje. Koliko je to pomembno, ne? Ja. In kaj zdaj v bistvu te mediji dostikrat delajo? Veliko škode, ne, ustrahujejo ljudi, veliko te negative, veliko vsega tega. Mogoče je še nasvet za naše gledalke, gledalce, kako iti preko tega? Treba se samo zavedati, da je vse skupaj, ne, kognitivno mapiranje, ne. Torej, mi dva danes govoriva o drugačnih stvareh, je tudi to kognitivna mapa, ne. Delamo nove povezave v možganih, ne. Tako, ne. Neurotransmiterji so ves čas v gradnji oziroma se pač sinapse povezuje na svoj način, ne. In tudi zrcalni nevroni so ključnega pomena, zlasti ko govoriva o prisotnosti, ne. Če se vrnemo nazaj, torej prisotnost ljudi, ki imajo nek pozitiven odnos do stvari, je pomemben, ne. In ki tudi imajo pozitivno besedo. Torej, moč besede ni samo v tem, da smo prijazni, prikupni, prijetni, ne, servilni in dopadljivi drugim, ampak je tudi v tem, da postavimo prava merila stvari, ne. Merila, recimo, nekega zdravega razuma, ne. Jaz gledalce nekako opominjam, ne, da vsak od njih ima zdrav razum, da ne posluša svoj zdrav razum. Zdrava kmečka pamet, common sense, ne. In common sense nam veli kaj? Veli nam, pravi nam, da smo trenutno v iskanju pravega odgovora na situacijo, ne. In da pač vsak ima neko stopnjo zavesti in vsak, ki nekaj pove, še ne pomeni, da pač o tem vse ve, ne, mogoče ve nek deseček, ne. Po drugi strani, ne, pa mogoče ta moč besede izgubila veljavo, ker danes se ljudje postavijo zelo hitro v vlogo eksperta brez kakršnega koli znanja, ker se jim ne ljubi študirati, razmišljati, poglabljati v neke koncepte, ne. To je pa drugi nasvet, torej, common sense, drugi nasvet je pa, preden sodite, dajte stvari preveriti, razmislite, ne glejte nekih rdečih, rumenih, ne vem, vijoličnih, purple media, ne, ampak poskusite zbrati neke dokaze, neke podatke, ne. Torej neke neutralne, neodvisne podatke, ki vam bodo generirali neko širšo sliko, ne. Je pa dejstvo, da nimamo fiksacije realnosti. Realnosti ni. To je bistvo. To je pa tretja točka. Iluzija te realnosti, v kateri smo. Tako, ampak vsak od nas, ne, trenutno v tej točki sva mi v tej realnosti tega studija, sva ga pač izbrala, ne, sva to realnost izbrala, vi ste me povabili, oziroma ti, ne, sem rekla hvala, ne, vi kot ekipa, super, sem vesela, ker delate veliko poslanstvo tudi to vašo televizijo, ker ljudem dajete po moji presoji nekaj pozitivnega, ne, nekaj svetlega. In čim več sonca, kot ga bomo dali, več ga bo, in to je pravzaprav moč besede, ne, ki je pa sestavljena iz številnih nijans. Torej ljubeče komunikacije, potem disciplinirane komunikacije. Torej, meni kdaj kdo napiše, da sem zahtevna za brati, ne, pa rečem super, potem pa več beri. To ni žalitev, ne. In več kot je svetov, ki jih obvladujemo, tudi socialnih, recimo, ne, ali pa taksonomij, torej več disciplin, kot obvladujemo, lažje nam je v svetu, ampak zato moramo pač malo sedeti, malo razmišljati, sem in tja tudi kakšna neprijetna stvar razmisliti, ne. Ne pa mogoče na Facebook pa se odločiti na podlagi nekega posta, ki ga nekdo pač posta iz boksega vidi kot, ne, pa še mogoče narobe prevede in tako naprej. Potem imamo gepe v pomenu oziroma vrzeli pomena in tako. Tako, torej neka ta kritična presoja, kmečka pamet, ne, poslušati sebe. Tako. In to nas v bistvu pelje na neko pravo pot. Pa raziskovati. To bi ljudem rekla. Znanstveniki življenja. Znanstveniki življenja. Ne imajo ljudje veselje do raziskovanja, ne. Ne se ne ugradijo v neko takojšnjo dokončno resnico. Ne vedno prepustijo malo prostora za čudež, za čudenje, za mogoče nekaj popolnoma drugačnega, za neko presenečenje, ne. Ker takoj, ko življenje neha biti presenetljivo, se začnemo starati in izgubljamo življenjsko energijo, ne, in propadamo v sebi, ne.
In to čudenje je pravzaprav lahko tretja pot. Ne? In v tem času korone smo lahko čist happy, ne? Zakaj pa ne? Živi smo, imamo 2 roke, 2 noge, lahko gremo v hribe. Hočem reči, ne? Vedno je vse stvar neke percepcije. Ne? Kako gledaš na situacijo? Ne? Pa tudi izkušenj, ki si jih dal za sabo, pa tudi mogoče razvajenosti. Ne? Mogoče je tukaj ta težava, te velike razvajenosti. Ne? Tudi recimo šola, ne? Hvala Bogu, da otroci imajo šolo. Ne? Treba biti pravzaprav zaveden tega, da je to nek proces, neka iniciacija, ki ti ogromno da. Znanje ti ogromno da. Ne? Seveda pa kako uporabiš to znanje na kakšen način potem, ne? To je pa pač odvisno od človeka. Tako in tudi srčnosti. Ne? In znanje brez srca je nevarno. Točno tako. Znanje brez neke empatije je lahko zavajajoče. Seveda in lahko uporabiš na nezdrav način. Ne? Tako. Torej zdaj v teh časih je pomembno, ne? Ja, upošteva ta princip love, ne, sočutje in lo, ne, kar je že saj baba učil, love and lo, ne, si ljubeč do tistih, ki si to zasluži in jasno, glasno, odločno postaviš meje, ko je to potrebno. Ne? Super, točno tako. Love and lo. Ja, dober zakon vesolja, ne, ja, ki je pomemben v bistvu v tem svetu, v katerem zdaj smo in živimo. Ne? Ja, ker dobrota brez te refleksije je lahko vedno zlorabljena. Tako, ne, in te lahko izkoriščajo in tako naprej. Kako pa v bistvu zdaj vidiš ta mogoče naslednjih nekaj let, recimo, zdaj smo na prelomnici, ne? Kako ti vidiš, a bomo dovolj zreli, da bomo šli na ta višji nivo zavesti ali bomo spet potonili vlastno temo, kot smo že večkrat v zgodovini človeštva? Jaz mislim, da tukaj gre za več ravni pravzaprav spreminjanja, kot sva na začetku, in sigurno nas bo realnost najbolj izoblikovala. Ne? In realnost je, da imamo pred seboj podnebno krizo. V Sloveniji imamo kar nekaj izredno zanimivih posameznikov, ki o tem javno govorijo, spodbujajo javni diskurs. Torej, mi potrebujemo zeleno transformacijo, torej potrebujemo dekarbonizacijo, deplastifikacijo, ne? Se pravi zamenjavo plastike z recimo steklenicami, to je en lušten projekt Rotary Slovenija, dioplastenka.si, odličen projekt, ne? Ker sem tudi mečkam pomagam, ker so že ogromno naredili, ko sem se jaz priključila. In ogromno podjetij v Sloveniji podpira, bom rekla, dekarbonizacijo. Torej, to je ta vizija, ki jaz vidim. Ne? Torej, iz gospodarstva, iz teh sfer bo prišlo do spremembe. Ne? Iz znanosti bo prišlo do spremembe. Ker ko gledamo zgodovino znanstvenih odkritij, ne? To sem tudi jaz delala pri doktoratu, ne? Vidimo, da so znanstvena odkritja vedno povezana z družbo, eno z drugim. Ne? In tudi trenutno imamo ogromno novih tehnologij, ne? Ki so čiste, zelene in ki podpirajo okolje in ki postajajo vse bolj dostopne uporabnikom. V Sloveniji imamo izredno veliko podjetje GENI, ne, kjer se ukvarjajo prav s temi vprašanji. Torej, na kakšen način pomagati kupcu oziroma potencialnemu iskalcu, recimo sončnih elektrarn, kako recimo, na kakšen način ljudem pomagati, da se recimo v nekih mestih gremo neko samooskrbo v končni fazi. Ne? In v končni fazi druga stvar, ki jo vidim, je pa seveda ekologija, ampak ne ekologija kot biznis, seveda tudi klukica, ne? S tem ni nič narobe, ampak tudi ekologija kot način življenja, torej da jemo zdravo hrano, da jo pridelamo, da imamo to ozaveščeno, ne? Da mogoče vrtičkamo, če radi vrtičkamo. Jaz pač vrtičkam ne, rada pa jem pa stvari iz vrta. Ne? Bio-eko, ja. Tako, ne? Ja. Super, to se mi zdi smer. Ne? Torej, jaz sem zelo optimistična in ker pač tudi poznam te stvari, ne, jih spremljam in so mi zelo blizu. Ne? Tudi Boštjan Videmšek recimo svojo knjigo Plan B recimo pokaže, kaj vse je že bilo narejenega na podlagi recimo velikih sprememb v Evropi, tako da ozaveščeno je vse živo že. Ne? Se pa treba samo aktivirati, torej ljudje se morajo aktivirati iz pasivnih nezadovoljnih potrošnikov ali pa kritičnih opazovalcev družbe in države, ne, kjer so krivi vsi, na zadnje lahko Bog, ali pa Janez Janša, ne, ali pa Lucija Mulej, ali pa ti, ne, moramo se začeti resnično ukvarjati z lastno lenobo, bom zdaj mogoče malo kritična, ne, in res začeti soustvarjati in generirati spremembe. Tako, ker mi soustvarjamo in vsak je pomemben, vsak je pomemben, a ne? In krivi smo vsi v končni fazi, ne? Ja, ne bomo samo s prstem kazali, kaj je to naredil, ni to, vemo, 3 prsti kažejo nazaj, ti si ta, ki se moraš spremeniti, ne? In potem skupaj soustvarjamo eno lepšo, svetlejšo prihodnost. Tako, in če recimo premakne vsak od nas minimum, neko malenkost, recimo pri teh steklenkah, ne, flaškah, torej koliko gre plastike, dajmo samo to recimo pogledati, ne? In to so res zelo zaskrbljujoči podatki. In če se tukaj minimalno discipliniramo, da recimo namesto plastike kupujemo
recimo vodo v steklenki, oziroma imamo s sabo stekleno flaško, ne, recimo steklenico, ne, lahko veliko prispevamo in to je minimalno, ampak če bi vsak prispeval krat milijon, krat milijarda, je dvig zavesti. Torej ni potrebno, da vsak od nas izumi neko novo tehnologijo, ne? Ni potrebno vsak od nas zdravilc. Lahko smo samo preprosto delovni, skrbni in ozaveščeni v teh kontekstih, ne? In zato je vsak izredno pomemben in vsak ima veliko veljavo, čist popolnoma vsak posameznik. Vsak slehani Slovenec in gledalec, ki nas zdaj gleda. Odlično. Evo, z režije sporočajo, da smo počasi v zaključni fazi. Super. Mogoče še kakšna zaključna misel za naše gledalke, gledalce, kaj je tisto mogoče sporočilo še, kaj ga želiš? Sonce, ne, zdaj sem nekako začutila sonce, to je sporočilo. Dajmo sijati, dajmo biti topli drug do drugega. Ne? Dajmo sijati, dajmo si dovolj, dajmo biti veseli. Ti zdaj tako lepo siješ, dajmo se tega veseliti. Radost, igrivost. Ja, igrivost, radost in ta otroška čut, da znamo poiskati nekaj novega v starih stvarih. Odlično. Tako. Hvala, draga Lucija, da si bila moja gostja. Z veseljem. Sem počaščen. Hvala, enako. Ja. Za povabilo. Da bova še kdaj kaj posnela pa naredila. Z veseljem. Odlično. Okay. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.